Strokovno delo učiteljev je v sedanjosti velikokrat moteno zaradi prevelikih posegov staršev v njihovo avtonomijo, česar sami sistemsko ne morejo rešiti. Vendar bi morali morda v prihodnosti več delati na tem, da bi naredilo naše vodstvo ali pa ministrstvo ali pa zavod neko okolje, varno okolje tudi za učitelja, da bi se starši čim manj vtikovali v naše delo, kajti naše strokovno znanje je pomembno. Mi vemo, kako poteka pouk na naši šoli in v naših razredih, ki ga je treba vedno prilagajati. In kakšno okolje je potrebno? Torej, neko okolje, v katerem bo tudi učitelj varen. In starši niso strokovnjaki na vseh področjih in to čutimo najbolj, to torej nekako oporekanje strokovnosti. Mislim, da se mora narediti nekje meja, kje je zdaj, dokot lahko starši in odkot dalje bomo mi. Učitelji morajo pri svojem delu upoštevati več usmeritev. Marsikdaj si šole poleg kurikuluma razvijajo tudi vzporedno šolsko politiko, ki pa ne odstopa od šolskega sistema in zagotavlja razvijanje njihovih vrednot. Delo poteka po smernicah, delo poteka po neki šolski politiki, po nekih prioritetah, ki si jih zadamo in seveda sledi naši viziji skupni, ki smo jo to leto tudi na novo vzpostavili. Ugled učitelja ni več takšen kot nekoč. Ja, seveda so se z leti stvari spremenile. Danes ugled in spoštovanje ni več samo po sebi umevno, tako kot je bilo včasih. Vsak posameznik si ga mora zgraditi, malo drugačne vrednote veljajo, predvsem vrednote, ki si jih gradi posameznik in tako je tudi v družbi. Mislim, da je položaj učitelja zelo primerljiv z ostalimi javno izpostavljenimi poklici. Morda primerljiv s položajem zdravnikov, s položajem policistov, je pa seveda zelo izpostavljen in v skladu tem cel čas pod nekim drobnogledom morda še bolj, ne. Moč in avtoriteto v razredu si mora učitelj do neke mere zagotoviti sam. Torej, moč učitelja je velika takrat, kadar je učitelj profesionalec pri svojem delu, kadar ima dovolj strokovnega znanja, kadar zna to znanje uporabiti in usmerja učence k temu, da bodo res dobro delali, da bodo imeli dovolj znanja, da bodo dovolj kritični, da se bodo razvijali kulturno, moralno. Mora pa imeti tudi en poseben občutek, kdaj in kako voditi učence pri njihovem delu v razredu in se sproti in nenehno prilagajati. Odnos med učiteljem in starši pa mora biti obojestransko vzajemen. Zelo pomembno je, da starši zgradijo odnos zaupanja do učitelja, ker je potem tudi njegovo delo drugačno. Če zgradijo odnos zaupanja, pomeni, da ga spoštujejo in to simboliko, to vrednoto predajo tudi svojim otrokom. In v takem procesu, kjer je učitelj tista oseba, ki je tudi od otrok spoštovan, je potem tudi seveda delo v razredu učinkovitejše. Prav to zaupanje pa je lažje vzpostaviti, če šolski sistem varuje vse udeležence, tako učence, starše kot učitelje z vso njihovo strokovnostjo in avtoriteto.